Okay. Zdaj pa odprimo vajo 13. Pa skrimo plast obala, tako da dobimo plast gora. In zdaj se približujemo. Tako. Več plasti je v tem dokumentu, skriješ zgornji dve plasti in prideš do plasti gora. Ja? Tako. Klikneš na očko in prideš do tega. Zdaj smo prišli do tretje od 4 pomembnih točk, ki se jih moramo naučiti v Photoshopu. Maske. Kaj je maska? A mi zna kdo povedati? Če nekaj delaš, se označiš, pa imaš bolj za skozi označen. Ampak kaj točno, kakšen efekt ima maska na plasti? Hočem izrezati Nekaj pokrije. ga pa lahko prenesi. Da izreže, pa bom skozi to označen. Zdaj, maska kot taka definira vidljivost plasti. To je to, kar naredi. Ne? Tako, mislim, ni označevanja. Ne? Zdaj, sicer maska se tretira kot kanal, ki se ga lahko tretira kot pač nek sistem označevanja, ampak bistvo maske je to, da definira vidljivost. Torej, ne? Mi imamo zdaj tukaj plast, ki popolnoma pokriva prostor tega dokumenta. In imamo fotografijo, kjer je bil dinamičen razpon tako visok, da mi je popolnoma pokurilo nebo. Nebo je belo. Ne? Nimam več možnosti z shadow highlight, za čemerkoli priti nazaj do oblakov. In zdaj, kaj bi bila rešitev? Ne? Rešitev bi bila, da jaz zdaj vrnem v ta prostor ene druge oblake. Ne? Naprimer. Pa mi zdaj predlagajte, kako bi jaz lahko označil ta prostor, ta bel prostor, da bi ga čim kvalitetnejše označil, ne samo 1:0, ampak da je označenih tudi malo sivin zraven. Za katerim orodjem? Ja, ampak mi smo prav eno orodje za označevanje tega. Ne. The color range. Color range. Ne? V meniju select imamo color range. Mi bi sicer tehnično lahko zdaj Magic Wand tukaj uporabljali, ampak Magic Wand mi da rezultat, ki je digitalen. Torej, je označeno, ni označeno, vmesnega dela ni. Ne? Jaz bi pa vendarle rad, da pač je tukaj zdaj na robovih malo, da se stvar malo prelije. Torej, grem najprej pozorno, označimo plast. Ne? Gora. In zdaj grem v select in pa color range. Ne? Se še spomnite tega? Ko smo označevali zeleno plast okoli vrat, da smo lahko potem po njej risali, smo uporabljali color range. In zdaj, kamorkoli na ta beli del dokumenta se klikne, bo on že zelo kvalitetno označil večino tega belega prostora. In jaz grem lahko
z fuzziness, ne, se pravi z nekim razponom označevanja, še malo naprej, še malo naprej, preden že začnem dobivati tukaj malo sivine. Ne? Na projektorju se tega sicer ne vidi zelo močno, ampak na tej točki je on že začel označevati neke vsebine v sami travi. Tako da grem en korak nazaj. Tako in dam OK. Zdaj. V tem pogovornem oknu imaš možnost, ko greš v Select Color Range, imaš možnost tukajle, Selection Preview. Tukajle spodaj imaš možnost, jaz imam izbrano Black Matte. Ne? Možnost imaš pač katerokoli, ne, če bi želel na beli površini, ne, to mi je v tem trenutku neuporabno, ker označujem belo stvar, ne, bela stvar na beli površini, ja, ne, medtem ko bela stvar na črni površini je že zelo zanimivo, ne, medtem ko pač grayscale je v tem primeru enako, ne. Tako da Black Matte in dam v redu. Klikni na nebo, ker je nebo tisto, ki ga označuješ, ne pa trava. Ne? Ok, ne? Rezultat tega je, da imamo zdaj mi tukaj potujoče mravljice po delu tega, ki smo ga označili. Ne? In zdaj dajmo narediti masko. Masko, Mojca, lahko naredimo z več različnimi načini. Prvi od njih je, da kliknemo tukaj spodaj na ikonico, v panelu plasti je tretja po vrsti, izgleda tako kot krogac v kvadratu in takoj, ko kliknemo na to ikono, bo se že nekaj zgodilo, ampak se bo zgodilo ravno obratno, kakor bi želeli. Če jaz zdaj kliknem na tole ikono, kaj se je zgodilo? Ne? Skrilo mi je vse razen tistega, kar sem hotel. Ne? Ni v redu. Pejmo en korak nazaj. Ne? Zdaj imam več različnih načinov, kako lahko to naredim. Lahko bi invertirali selekcijo. Ne? Lahko bi šli v Select in pa Inverse. Ne? Torej, zdaj imamo označeno nebo, lahko bi obrnili selekcijo. V trenutku, ko grem v meni Select in pa potem Inverse, lahko tukaj zdaj vidimo, ne, da so plavajoče mravljice se premaknile okoli trave in ne več okoli neba. Pa pojmo še enkrat nazaj. Imamo še eno možnost. Ne? Če držimo tipko Alt, pa kliknemo na ikono za masko, se zgodi ravno obratno kot prej. Ne? Bo on uporabil to masko, da skrije, ne, v tem dokumentu. In tukaj lahko zdaj že takoj vidimo naš naš rezultat. To je ta črno-bela slikica, ki je zraven, ne, in prikazuje, da je zdaj nebo črno, kar pomeni, da je nebo skrito, in da je vse ostalo belo, kar pomeni, da je vidno. Če jaz zdaj kliknem z Altom, tako da jo vidimo vsi na tem zaslonu, torej to je zdaj maska, ki kaže vidljivost te plasti. Vse to je vidno in vse to je skrito. To je vse, kar maske so v osnovi. Ne? In zdaj, če se vrnem nazaj na ta dokument, ne,
Zdaj, na eno stvar morate biti pozorni, ko boste delali z maskami. In sicer, če ste zdaj zelo pozorni na tele obrobe okoli te plasti, je zdaj obroba okoli grafike. To pomeni, da je izbrano na tej plasti grafika. Če kliknem na masko, se to spremeni in je zdaj v tej plasti izbrana maska. Zatega, ker v trenutku, ko mi začnemo risati, je odvisno, kaj je izbrano. Ne? Ker če jaz začnem risati zdaj, če bi imel izbrano grafiko in začnem risati po vsebini, ne, sem začel jaz risati po grafiki, po fotografiji. Ne? Pa dajmo izbrati recimo nekaj malo bolj orange, da se vidi. Ne? Jaz zdaj začenjam uničevati fotografijo. Recimo, da tega ne želim narediti. Ne? In grem zdaj nekaj korakov nazaj. In če zdaj jaz izberem masko, to je zdaj na isti plasti, ne? Lahko pa jaz zdaj začnem risati po maski. In to zdaj definira, kaj je vidno na tej plasti. To je najbolj pomemben koncept, ki ga morate razumeti. Ne? Nič, ne, kar smo zdaj mi skrili, ni zbrisano. Vse lahko dobimo nazaj. Gre samo za definicijo vidljivosti. Če jaz zdaj začnem risati po tej plasti, ne, mu jaz zdaj, samo sekundo, da se vrnem nazaj na 100%, ne, mu jaz zdaj vračam prejšnjo stopnjo. Zdaj jaz rišem z belo barvo. Ne. Če rišeš po maski z belo barvo, je to vidno. Če mi rišeš po maski za črno barvo, je to skrito. Ne? Če bi jaz zdaj zamenjal barve in si izbral črno kot glavno barvo, lahko zdaj začnem risati po tem dokumentu in vse to je zdaj naenkrat skrito. Zdaj bom skril plast nebo, ravno toliko, da se vidi to še dosti bolj agresivno. Ne? Torej, ne? Vse to je skrito, ampak to ni zbrisano. Torej, v trenutku jaz lahko zdaj vzamem belo barvo, rišem gor, se stvar vrne. To pomeni, da lahko kadarkoli pridemo do neke približno dobre rešitve in jo potem izboljšujemo. Ne? Ker če bi vzeli, naprimer, če bi začeli brisati iz dokumenta, to pomeni, da nikoli več ne moramo priti do tiste grafike, ker je zbrisana, gotov. Ne? Medtem, ko tukaj je samo vidljivost skrita. In lahko kadarkoli pridemo do te spremembe. Ne? Tukaj gre, naprimer, ne, če bi zdaj jaz želel kakorkoli spreminjati to, ne, zdaj samo sekundo, da se jaz zdaj vrnem, torej, zdaj imam izbrano, zdaj nimam izbranega neba, ampak imam izbrano travo, tako da bom zdaj samo enkrat kliknil tukaj, oziroma šel bom v meni, v layer, in potem v layer mask, gre za isto stvar po drugi poti in zdaj imam tukaj le dve možnosti. Ne? Do teh možnosti smo prej prešli tako, da smo kliknili na tisto ikonco spodaj. Če kliknemo na normalno na to ikonco, mi da to možnost, Reveal Selection. Kaj se je zgodilo na začetku? Ko sem kliknil, ko sem imel izbrano nebo in smo kliknili na to ikonco, je naredil Reveal Selection, to pomeni, da je pokazal samo nebo, kar je nekaj, kar nismo želeli. Ne? In v trenutku, ko smo za tipko Alt kliknili to,
je naredil glih obratno, hide selection. To pomeni, da je skril. Zdaj imamo izbrano, nimamo izbranega neba, ampak imamo izbrano travo, tako da bom dal reveal selection in zdaj smo zgubili ta del. Ne? Ampak pomembno, nisem ga zbrisal. Gre samo za to, da je zdaj tale maska tukaj, ki definira vidljivost. In kadarkoli lahko jaz zdaj pridem do te maske in jo dodatno urejam. In če zdaj jaz vrnem tukaj le nebo, lahko zdaj vidimo neko, bom rekel, poluporabno rešitev, zato ker imamo tukaj zdaj nekaj svetlih delov. In zdaj ena izmed stvari, ki bi jo lahko naredili, je na primer to, da bi na tej plasti zdaj dodali stil, bomo rekel, estetsko odločitev, da bi dali outer glow. Pa poskusimo. Torej, izbrano imamo to plast, desno kliknem gor in dam blending options. Malenkost primaknem, sem vas zgubil? No, da še to naredim, pa bomo potem šli na vprašanje outer glow. Torej, zdaj imam pač nekaj zelo močnega. Malenkost povečam in malenkost zmanjšam opacity. Torej, gre za pač neko grafično rešitev, tako kot da bi svetloba prihajala od spodaj, ne, in da bi v bistvu nek del samo osvetljevala, ne, da bi šlo v bistvu za sliko visokega dinamičnega razpona, v resnici pa ne, smo mi odstranili eno stvar. Vprašanja? Še enkrat to na koncu, Zdaj, bistvo, samo ta del je pomemben in ta del morate razumeti. Maska skriva ali pokaže vsebino v plasti. To je najbolj pomemben. Ja pa ne, zato ker pač v trenutku, ko ti začneš rezati, ne, zgubljaš. Ne. Maska skriva. Ja, ali pokaže, ne, definira vidljivost posamezne plasti. Posamezne plasti ali posamezne skupine znotraj dokumenta. Ne? Ker zdaj, mi imamo lahko katerokoli fotografijo, naprimer, če imamo to plast, ne, lahko kadarkoli začnemo, ne, zdaj nimamo nobene selekcije aktivne. In mi lahko takoj že kliknemo tukaj le gor na to ikonco, ne, zdaj ni nobene selekcije ni aktivne, to pomeni, da bomo dobili popolno belo masko. Ja? Zato, ker ni bilo nobene izbire narejene in bo pač vse vidno. Oziroma, če bi držal tipko Alt, bi dobil popolno črno masko in bi bilo vse skrito. Ali, ne? In zdaj, ne, lahko tukaj vidimo, da jaz lahko zdaj začnem, ker imam aktivno masko, lahko zdaj začnem, imam pa izbrano belo barvo, pa jih bom samo zamenjal tukajle. Lahko zdaj začnem risati po tej površini. Ne. Tukajle spode imaš dve ikonci. Ne. Ta leva ikonca je, da se vrneš nazaj na osnovni dve barvi, črna pa bela, to je tipka D, zamenjaš jih pa ali da klikneš na tole ikonco, ali pa da klikneš tipko X. Ne? In zdaj sem začel risati z črno barvo po maski. Masko imam aktivno. In če zdaj skrijem vse te ostale plasti, lahko vidimo, ne, da je to transparenca, ki je zdaj. Ne? Torej, to je vidno in to je skrito. Zato, ker sem risal direktno po maski. To je maska te plasti. Ne? Torej, vse je belo. Kaj klikneš, da dobiš
Držiš samo masko? Držiš Alt, ko klikneš na masko. In če klikneš na masko z Altom še enkrat, lahko se potem vrneš nazaj na isto. Ne? Če bi želel v trenutku samo blokirati masko, je pa to Shift klik. Torej, če držim Shift in kliknem na masko, dobim čez masko en tak rdeč križec in potem to masko, disabla. Torej, pač maska ni aktivna. Ne? In če še enkrat kliknem na Shift, pač maska spet dela in je skrito. Ne? Ta del, ki sem ga dorisal. Ne? Pa dajmo to zdaj narediti na eni skupni vaji. To je vaja, vaja 11. V tem dokumentu imamo zdaj 3 plasti. Ena plast je ribica, druga plast je tale potapljajoča ladjica in pa tretja plast so oblaki. In zdaj, jaz sem izklopil ribico, tako da imamo zdaj tole aktivno plast. Zdaj, ne? Kaj je zdaj z to plastjo narobe? Ne? Tle imamo eno belo barvo, kaj je zdaj to? Ne? Kako bi zdaj to belo barvo označili? Select color range. Ja, s color range ali pa z Magic Wandom. Ne? Torej, ali mogoče poskusimo zdaj Magic Wand, ki ga že dolgo nismo. Torej, izbral sem Magic Wand tukaj le, tale ikonica, ki je kot čarobna palica. Ne? In kliknemo kamorkoli znotraj tega dokumenta enkrat. Čakaj, kje je že Magic Wand? Da. Nisem na takarem layerju. Če želite vse layerje pregledovati, potem morate imeti tukaj izbrano Sample All Layers. Drugače gleda samo plast, na kateri ste, torej plast, na kateri morate biti, je layer nič, ker še nisem poimenoval. In zdaj imamo to selekcijo, imamo izbrano to belo barvo. Kako jo zdaj zbrisati? Ne zbrisati, kako jo skriti? Kako? Samo za OK. Meni še ne bo. Nimaš tle zdaj OK, to zdaj selekcija je. Ne? Zdaj pa kako narediti masko, ki skrije to selekcijo? Kako? Ampak kako? A klikneš normalno ali klikneš z Altom? Ker imaš zdaj to, kar hočeš skriti, izbrano. Tako, ne? In če gremo zdaj za isto stvarjo, lahko tudi skozi meni Layer Mask, Hide Selection. Ali tukaj le na tej ikonci za tipko Alt. Napačno stvar imaš izbrano, ne? Imej pravilno plast izbrano. Zdaj še enkrat klikam. Za Magic Tool. Najprej moraš imeti izbrano plast, zdaj pa lahko. Ker imaš izbrano napačno plast. Tako, drugo plast, ne? Tam, ko imaš ladjico. Ja, zato, ker imaš... Ja. Nisi dala Hide Selection, ne? Dala si obično, ne? To, kar smo... To smo se malo... Ja, to, kar smo rekli, ne? Držiš Alt in potem klikneš, ne? Ali zato, ker imaš izbrano to, kar hočeš skriti. Zdaj imaš izbrano to, kar hočeš skriti. Se pravi, greš v Layer Mask, Hide Selection.
Vidiš, kaj se zgodi tukaj, ne? Se pravi, to, kar je zdaj črno, je zdaj tukaj skrito, ne? Almina? Ja, izbereš pravo plast, ja, zdaj pa greš najprej izbrati tole, ne? Izberi belo barvo, tako, in zdaj pa idi v meni layer. Ali pa alt pa ikonska zastava. Ja, layer mask, Ne, layer mask. ja, hide selection. Tako, evo nas. Smo? Smo. Zdaj pa dajmo ponovno aktivirati tole plast z ribico. Plast z ribico ima isti problem. Kako ga rešiti? Tako. Najprej izberemo plast. Potem kliknemo na kjerkoli na barvo, ki ni riba, in gremo zopet v meni layer, layer mask, hide selection. In zdaj pozorno gledajte, ne? Imamo zdaj dve plasti z dvema maskama. Vsaka maska, ne, skriva samo svojo plast. In zdaj vse okoli ribe, ne, zdaj bom držal tipko alt, tako da pokažem tole masko od ribe, ne, vse okoli ribe je črno, kar pomeni, da je skrito. Riba sama je bela, kar pomeni, da je vidna, ne. Tale del ni nič v bistvu na tej plasti, tako da je vseeno, ne, če ga pokažemo ali pa ne. Ops. In enako je z plastjo ladice, ne, torej plast imamo tukaj, ampak ne, ta del, ki smo ga označili in potem skrili, je zdaj črn, ne. In če se vrnemo nazaj, ne, je ta del, ki je črn, zdaj skrit, in ta del, ki je črn, je zdaj skrit. Torej imamo tri plasti, ne, in nič ni bilo zbrisano, ne. To je tisti pomemben del, ne. To vse lahko mi vrnemo nazaj kadarkoli, ne. Če bi zdaj mi imeli dosti bolj kompleksno selekcijo, recimo lasje, ne, ali pa da bi bil nek človek v nekem ozadju, ne, lahko mi dosti bolj kompleksno potem delamo, da začnemo barvati po tej maski, ne, ker recimo imamo tukajle, ne, imamo nek detajl, ki bi ga lahko skrili, ne, naprimer, lahko bi zdaj vzeli rectangular marquee, ne, se pravi prvo orodje za označevanje, ne, in bi držali pesti, da je tole vse skupaj kolikor toliko ravno, pa se bomo delali, da je ravno, čeprav ni niti toliko zelo ravno, in zdaj imam to označeno, ne. Kako zdaj to narediti na maski, ne? Najprej moram biti pozoren, da je maska aktivna. V tem trenutku je aktivna plast, ne pa maska, ne? To pomeni, da najprej kliknem na masko, ja? Zdaj pa imamo več možnosti, ne? Ker imam to selekcijo aktivno, bi lahko zdaj vzel čopič in direktno gor porisal, ne? In zato, ker je selekcija aktivna, ne morem iti ven iz nje. Torej, če jaz zdaj vzamem čopič in imam črno barvo izbrano, lahko zdaj jaz tukaj rišem in je to skrito, ne? Ni zbrisano, ampak je skrito. In grem nazaj, edit, undo. Druga stvar, ki bi jo lahko naredili, je fill, ne? Ker imam zopet izbrano in vem, da nič znotraj tega kvadrata nočem, da je vidno, ne? Bi lahko zdaj šli, ok, dajmo edit, fill in tukaj, kjer smo imeli prej izbrano 50% sive, ko smo to delali, izberem zdaj črno. Pok, ne? Zopet je stvar skrita, ni zbrisana, ne? In če se zdaj premaknem na drugo stran te
ladje, lahko tukaj recimo tudi vidim, da so neki artefakti, ki bi jih lahko recimo malo zbrisal, ne. Torej imamo tukajle nek delček, ki bi ga lahko zbrisali, pa grem v fill, pok, ne, in imamo recimo tudi tukaj nek del, ki bi ga lahko zbrisali, pa bi lahko naprimer tukajle, zdaj sem že zelo To me pokliče. Dobro. Glede na to, da je samo še nekaj sekund, bomo zdaj brez. Torej, pač zelo sem bil že noter v samem Zoomu, ne. Torej, bi zelo natančen lahko bil in bi šel za čopičem in bi samo malo dorisal, ne. In kakorkoli se lahko zmotim v tistem trenutku, ni problema, ne, zato ker samo izberem drugo barvo in vrnem nazaj, ne. In če sem šel spet preveč, ok, zamenjam barvo in vrnem nazaj. In to je v bistvu, mislim, ne vem, tako imenovani skriti holy grail fotomanipulacije, ne. Dobra, kvalitetna maska. Torej, da ti nekaj vzameš ven, od nekaj, ne, moraš čim kvalitetnejšo masko narediti, ne. Da nimaš, ne vem, okoli, ne, neke barve, kot smo imeli recimo tam na začetku v tisti fotografiji, kjer smo nebo vzeli ven, ne, da pač še tisto dodatno, ne. Photoshop nam potem omogoča neko refiniranje maske skozi neke stvari, ki jih bomo potem zdaj pač naslednjič naredili, ne. Torej refine mask, pa feather, pa še nekaj dodatnih, ampak ne, po tej maski ti lahko direktno rišeš in to je skrito, ne. Vedno lahko prideš do teh informacij nazaj, kadarkoli, ne. In to je pač bistvo, mislim, ena izmed 4 stvari, ki jih moraš v Photoshopu zakapirati, ne, ker tudi recimo adjustment layeri bodo pa zdaj nekaj nedestruktivnega z masko. Torej nekaj, kar se lahko dela na vsej plasti, ampak lahko skriješ določene delčke, ne. Torej maska je nek absoluten del adjustment layerja, ne. Mi pa smo zdaj recimo, ne, skrili samo vidljivost neke stvari. Tukaj pa lahko potem skriješ oziroma zmanjšaš vidljivost nekega efekta, neke barvne spremembe, ne. Lahko bi recimo, ne vem, tisti efekt, ki si ga zadnjič želela Almina, ne, da je bil samo nek del barvast, pa je bilo vse ostalo sivo, ne. V bistvu narediš adjustment layer, ki vzame saturacijo čisto ven, ne, in potem pač samo porišeš tisti del, ki ga želiš barvnega, ne, v maski, ne. Tako da pač vse, kar morate razumeti za masko, je to, da, ne, ta črno je skrito, belo je vidno in kadarkoli lahko prideš do skritih ali, ne, vidnih detajlov, ne. Torej nič ni zavedno izgubljeno, ne. Tako da nič v Photoshopu, čim manj v Photoshopu brisati, ne. Vse se da skriti, vse se da narediti na neki plasti, po kateri direktno ti ne uničuješ dokumenta, ne. In potem končni produkt je šele JPEG datoteka, ne. Torej vedno je pač delovna verzija Photoshopova Photoshopova datoteka, ki potem pač ima neke, ne, vse te možnosti, torej od stilov do adjustment layerjev, do mask, vse to pač nam Photoshopov dokument omogoča. Več pa naslednjič.